da tukaj sodelujeta oba. Zato je to... Tista romantična faza. Ne? In kako se obnašamo, ko smo v romantični fazi? V partnerskem odnosu povemo, kaj pričakujemo, kaj želimo. Mandele bo bolj točen, pa bo stvar rešena. Ne? Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prisrčno pozdravljeni v novi seriji oddaj Imago, nova pot k ljubezni. Slavni igralec Sean Connery, tudi veliki osvajalec ženskih src, je nekoč dejal: že mogoče, da se svet ne vrti zaradi ljubezni, vendar moram priznati, da se je zaradi nje vredno vrteti skupaj z njim. Kako se vrteti v polju ljubezni, kako razviti odnos z nekom in kako ta odnos hraniti, da naše srce še vedno hrepeni po isti osebi, tudi potem, ko smo z njo preživeli že mnogo let, pa so vprašanja, ki se slej ko prej postavijo pred vsakega izmed nas. Naša vsakokratna gostja v studiu bosta gospa Meta in gospod Rudi Tavčar, ustanovitelja zavoda Mirabi, ki želita svoje partnerske izkušnje prenesti tudi na druge in tako marsikomu olajšati iskanje poti do sebe in do kvalitetnega partnerskega odnosa. Gospa Meta Tavčar je Imago partnerska terapevtka, Imago supervizorka, refleksoterapevtka, največ pa se ukvarja z individualnim svetovanjem, vodenjem seminarjev in delavnic z področja medsebojnih odnosov. Gospod Rudi Tavčar je sicer univerzitetni diplomirani psiholog, končal pa je tudi študij MBA. Od leta 2005 se posveča predvsem gradnji odnosov v skupinah in med pari. Je tudi ustanovitelj Pogajalske akademije, izdal je knjigo Psihologija pogajanj, je tudi mediator v ločitvenih in gospodarskih sporih ter podpredsednik Društva mediatorjev Slovenije. Različne delavnice in izobraževanja vodita tako posamezno kot skupaj, kot sodelavca, partnerja in seveda kot strokovnjaka na področju partnerskih odnosov. Lepo pozdravljena v našem studiu. Lep pozdrav. Poskušala sem vaju nekako predstaviti, a vajino področje delovanja je tako široko, da je resnično težko strniti vse te suhoparne podatke o vaju. Dovolite mi, da vaju kot partnerja, ki sta se poročila, če smemo izdati pred več kot 30 leti, takole izzovem. Kako pa se vidva dojemata drug drugega, oziroma kaj je tisto, kar vas pri vaju še vedno pri partnerju navdušuje, kar se vam zdi, da zaradi česar je vaš partner poseben, drugačen? Ja, moja žena je, rekel, skoraj vsak dan malo drugačna, ne? In moram reči, da ta njena živost in to, rečemo, tudi koliko ima idej, kako se odziva tudi na različne življenjske situacije, to me je dejansko že takrat pred, to je bilo že več kot 35 let nazaj, ne, me je zelo pritegnilo, ne, me je zelo potegnilo k njej, ne. In to me še zdaj vleče k njej, ne. Čeprav mi gre včasih to tudi na živce, ne, moram priznati. Ampak prispeva k dinamičnosti odnosa, ne? Ja, to pa zelo. Gospa Meta? Zdaj, ko ste vprašala po tolikih letih, se mi zdi, da po tolikih letih Rudi je sposoben mi pokazati tudi tiste dele samega sebe, kjer tudi on postaja zelo živ, zelo živahen, hkrati pa zelo nežen in mehek. In mene navdušuje pri njemu to že vsa leta, da se lahko zelo zanesem nanj, da je zelo zanesljiv, dober, ljubeč mož, zelo dober oče, hkrati pa s to svojo nežnostjo mi daje resničen vedeti, da me ima neizmerno rad. Se mi zdi, da po tolikih letih, da sta se dve stvari tako zelo razvile in stopata druga z drugo. Eno je, da je moj najboljši prijatelj, drugo je pa, da je starejša, ko sva tudi boljši ljubimc in da sva tukaj
A ne, ker je to dvojna funkcija, a ne, biti v zakonu. Sta dva pola. Eno, da se razvijamo kot prijatelji, drugo pa tudi, da te stvari ohranjamo žive in greva skupaj skozi. To velikokrat partnerji pozabljajo. Ja, in to se pol v zakonu tudi pozna. Pomembno komponento. Skupni naslov serije naših oddaj je Imago nova pot k ljubezni. Kako bi pravzaprav na kratko predstavili Imago partnersko terapijo, s pomočjo katere bomo odstirali potem številna vprašanja partnerstva, kaj torej lahko gledalci pričakujejo od naših oddaj? Ja, v naših oddajah bi želeli pokazati, kako dejansko ljubezenski odnos živi. In nekako cilj teh naših oddaj je, da damo ljudem upanje. Da se da, ne samo po 3, po 5, 10, ampak tudi po 30 ali pa morda tudi po 50 letih lahko živeti en lep odnos. En lep pa še vedno živ odnos. In recimo Imago partnerska terapija, pa tudi mnogo drugo partnerskih terapij in teh teorij, govori o tem, da je pač razvoj, da je ljubezenski odnos neke vrste kot en tak živ organizem, ki se razvija, gre preko nekih stopenj in da pa seveda moramo te stopnje nekako prepoznati, videti, jih prehoditi. Negovati in seveda za odnos delati. In to je cilj. In govorili bomo o zaljubljenosti, govorili bomo o bojih, govorili bomo o zgodbah, ki smo jih prinesli iz otroštva. To so pravzaprav že teme naših 12 oddaj. Tako, govorili bomo o tem, kako vzpostaviti neko vizijo zakona, govorili bomo tudi o spolnosti, govorili bomo o obnavljanju romantike, kako pripeljati neko živost. Ker dejansko želimo narediti eno tako pozitivno serijo oddaj, da pokažemo gledalcem, kako se da živeti tudi lep zakon. In ta osnovna paradigma Imago partnerske terapije je, da ne odrastemo ljudje v zrela bitja ob starših, ampak da odrastemo šele v partnerskem odnosu, predvsem na tem psihološkem nivoju. In nas nekaj nezavednega v nas išče nekoga, ki svojo dinamiko, ki se potem ustvari take pogoje, kot so bili v otroštvu, ker so ti pogoji in ta vzdušje nam domač in tukaj se seveda varno navežemo na začetek, potem pa prihajajo ven tudi otroške zgodbe z namenom, da se zdaj zacelimo in da znamo odraslo poskrbeti zase in se ne ščititi, koliko smo se ščitili kot otroci, da smo lahko preživeli. Tako da je kar eno fajn doživljenjsko potovanje. Torej, skozi 12 oddaj se bomo sprehodili, morda kakšen naslov za izziv gledalcem, da bodo vedeli, kaj lahko pričakujejo. Zdaj smo tako zelo nasplošno povedali. V naslednji oddaji, ja, v naslednjih oddajah, recimo. Ja, naslednja oddaja. Danes bomo govorili predvsem o zaljubljenosti in o razvoju odnosov. Naslednjič bomo govorili malo več o pogovoru, potem kako hranimo odnose, potem bomo govorili tudi o konfliktih, tudi o tem, kako reševati konflikte, zakaj pride do konfliktov. Govorili bomo tudi o tem, kaj smo prinesli iz otroštva, in hrepenenja, in tudi kakšno bolečino, pa tudi kakšno pozitivno lastnost, in kako to uporabiti v zakonu. Kot sem pa že prej omenil, govorili bomo pa tudi o romantiki, pa o spolnosti in o zabavah in norčijah v zakonu. Torej vse, kar pravzaprav nek odnos, cela paleta, torej dogodkov, dogajanja in vsega, kar je tega vrtinca pravzaprav življenjskega. Pesnica Pam Brown je nekoč zapisala: ljubezen je iz trpežnega blaga in se zlepa ne obrabi. Krtačimo in šivamo in krpamo jo lahko vse življenje in vsako leto nam mehkeje pade po telesu. Toda vsi vemo, da v ljubezni vendarle ni vse tako preprosto, da se tudi ljubezen lahko, če rečemo tako, enostavno obrabi. Ko se zaljubimo, pogosto mislimo, da bo trajalo večno, da je to tisti, o katerem smo vedno sanjali, o katerem smo si zidali gradove v oblakih.
pravzaprav smo zelo euforični. To je obdobje, ko se nek odnos rodi. Kako pa ta odnos potem poteka? Kaj je tisto, kar vpliva na to, da se pravzaprav iz tega prvega odnosa neka zveza potem res rodi? Ja, ko ste rekli, da se rodi, v bistvu rodi se lahko dvakrat, ne? Ali pa jaz vidim, recimo, da se v zaljubljenosti šele spočne, ker je zaljubljenost ni ljubezen. Zaljubljenost je samo res neka evforija in občutki, ki jih čutimo takrat, so preprosto plod kemije našega telesa. Naši možgani, ko zagledam nekoga, s katerim zavibriram, začnejo izločati substance, lahko jim rečemo ljubezenski koktejl, je to tako, kot bi hkrati bil zadet od heroina in od kokaina. Zato vidiš tistega človeka čisto drugi luči, vidiš samo lepe stvari v tistega, ko se zaljubiš, hkrati imaš pa toliko neskončno energije, da nisi ne utrujen, ne lačen, ne žejen, nobenega problema ni nič narediti v fazi zaljubljenosti za tistega, ki si zaljubljen. In cel svet moj se takrat, ko sem zaljubljena, vrti okrog njega. Ne? A je dober, a mu je lepo, vse bom naredila za njega. In nekako se doživljava takrat kot eno. Takrat so kot v simbiozi, midva sva eno in to eno si ti. Sam da je tebi dober, pa sem jaz zadovoljna. Ne? In se tudi doživljava, da sva drug drugmu vir sreče. Vse popevke govorijo o tem, ne morem živeti brez tebe, you make me happy in ogromno vsega tega je. Da se različnost ne moti, ne? Ne, sploh ne. Paševa ata pa mama ali pa ključ v ključavnico drug na drugega, ne? Kar jaz nimam, imaš ti. Jaz sem se v Rudija zaljubila zato, ker se je on meni zdel tako pameten. Jaz se sama sebi nikoli nisem zdela pameten. On pa pameten, pa zrel in to sem na njemu občudvala. Ona je takrat videla resnico, ne? Ja. Ki traja, ne? Ki traja in gre pol na živce. Ker, poglejte, naši možgani to kemijo lahko proizvajajo samo določen čas. In večkrat, ko se v življenju zaljubljamo, krajši čas lahko proizvajajo to kemijo. Se pravi, neminovno sledi čas streznitve. Ker je pa to za telo čustveno tako močno, ti občutki so tako močni, jih enačimo z ljubeznijo in mislimo, takole čutiti, tako biti povezan, tako si brati misli, biti tako spontan, to je ljubezen. Ampak možgani se utrudijo in najkasneje v 18 mesecih proizvodnja teh hormonov pade in potem sledi čas streznitve, da smo čisti in najdlje časa, to traja do 4 let. Pa pride naslednja faza. In ta faza zaljubljenosti je tudi tako krasna zato, ker se pri obeh, pri moškemu in pri ženski, takrat dvigne nivo moškega spolnega hormona testosterona. Zato zaljubljenost, spolnost, strast, živost ni noben problem. In pol mislimo, da bomo cel življenje tako, ko pa ta proizvodnja pade, je pa tako grozen misliti, a zdaj bom mogel pa nekaj delati za to, da bom vesel, za to, da bova živa, za to, da bo prišla strast. In jaz se mi zdi, to je ena največjih iluzij, ki naredi za zrelo ljubezen največ škode. Ker zrela ljubezen se lahko začne rojevati šele potem, ko zaljubljenost mine. Kater je potem tisti ključni trenutek, pravzaprav, ko rečemo iz ljubezni, iz zaljubljenosti, da pridemo v nek odnos, pravi odnos v ljubezen? Ja, po zaljubljenosti, ko zaljubljenost preneha, ko pride ta faza streznitve, je potem običajno faza boja. Neka faza, kjer pač opaziš, da partner nima vseh tistih najlepših lastnosti, ki si jih ti projiciral v njega, da se ne obnaša vedno tako, kot ti misliš, da bi se mogel on obnašati. In potem seveda v tej fazi boja dokazujemo, kdo ima prav. In kdo ima prav? Ne on, jaz. In potem želimo partnerju nekako dokazati ali pa ga nekako pripraviti do tega, da bi se drugače obnašal.
In potem se obnašamo maksimalno neprijazno do njega ali pa do nje. Zakaj? Zato, da bi bil on prijazen z nami. Ampak to ne deluje. Ne? In dostikrat v tej fazi boja grejo pač ljudje narazen, ali se umaknejo v neke izhode, v neke druge zveze, ali pa zaključijo zvezo. In vidite, tukaj je tisti, ki ste vprašali, ključni moment. Tukaj je tista točka. Ali zdaj želim z tem človekom preživeti do konca življenja. V bistvu je ključni moment je odločitev. Ker, veste, ko greš v naslednje faze, ker veste, potem boj gre, potem se lahko tudi ljudje malo trudijo, se malo naveličajo, živijo neka paralelna življenja, ampak to ni neka živost in neka prava ljubezen. Ali pa, kot sem prej rekel, grejo narazen. Ampak tukaj je pač tista odločitev. A želim imeti v naslednjo fazo, a želim imeti v spoznavanje, kdo zares sem jaz, kdo zares je moja žena. Kaj je prinesla v sabo v zakon, kaj sem jaz prinesel sabo v zakon. In to je včasih težko. Roko na srce, gledati po sebi, dati kakšne svoje zgodbe na stran, včasih tudi malo potrpeti, to preprosto ni lahko, je včasih težko. In se odločiti se, zdaj bom pa jaz šel skozi to življenjsko zgodbo z njo, to je preprosto zavestna odločitev. In to je tisti ključni moment. Kaj lahko na to zavestno odločitev vpliva? So to mogoče tudi neke izkušnje prej življenja ali iz mladosti? Jaz mislim, da v prvi vrsti, da smo lahko zavestni, na to vpliva, koliko imamo nekega znanja. In znanje o razvoju partnerskih odnosov, da so preprosto odnosi, da je ta odnos živ in da se razvija, to so dosti nova znanja. Mislim nova, 20-30 let. Ker šele, ko imaš enkrat ta filter v sebi tega znanja, potem skozi ta filter si sposoben samega sebe nekam umestiti, da se lahko potem odločaš in predvidiš, aha, če bom naredil to, bo to peljal sem, če bom naredil drug korak, bo to peljal drugam. In tisto ena tistih prvih spoznanj in znanj, recimo, ki je meni pomagala, je, da sem doumela, da sva midva dva in ne eno. Ker za te dve prvi fazi, se pravi za fazo zaljubljenosti in za fazo boja, je značilno, da je to faza, v kateri je par, rečemo temu, v simbiozi, zlita sva, sva eno, tako se rekla, v zaljubljenosti midva sva eno, to si ti, v fazi boja midva sva eno, to sem jaz. Zato se bojujeva, ker ne vidva, da sva dva, da imava različne logike, različno zgodovino in da so vsa obnašanja za tistega, ki jih dela, smiselna, čeprav mogoče mene bolijo. In logika v obeh fazah, teh nezavednih fazah, kjer ni tega znanja še in spoznanja, je ista, samo z različnim predznakom. V zaljubljenosti rečem tisti, ki me delaš srečnega, v fazi boja rečem ti si tisti, ki me delaš nesrečnega. Se pravi, nezavedno, koga je potrebno spremeniti? Tebe. Midva sva se sigurno 15 let dajala okrog ene in iste stvari. Jaz sem Rudija hotela spremeniti. Najprej hod dam, naj se drži časa, če reče, da bo prišel dam ob 5, zame je bila to 5, to ni bila 6, pa pol 7, pa 8, in sem ga šraufala na vse možne neprijazne načine. Jaz sem ga z očitki, z naprej-metanjem in sva imela cele štale, pojo včasih zvečer. Rudi je mene hotel spreminjati pa na ta način, da ni hotel se o tem pogovarjati, da mi je rekel, da težim, da brez veze, da sem obsedena od ure, se je omaknil, je šel delati. In tako sva se dajala v tej fazi boja skoraj 15 let, ker nisva znala vstopati v svet drugega, kaj pa kdo rabi, da se tako obnašava. In veste, midva se imava zelo rada, sva si zavezana, ločitev pri nama ni bila nikoli v življenju opcija, tako sva rekla, bova nekako probala se zmeniti, ampak se nisva v fazi boja znala. In po domač rečen, bolj, ko nekaj mešaš, bolj smrdi, sva se pogovarjala, ne prišla do konca, včasih je bila ura, tudi 2, 3 po noč.
Tako da sem jaz samo začela, kdaj boš pa dan prišel, pa je bilo že preveč. A ne? In to je tako, če kapljica vode skozi pada na eno in isto mesto, pa če dosti dolgo pada, naredi razpoko. In v tej fazi boja je med nama ratala zelo globoka razpoka, ki je Naja že zelo naplavljala na 2 bregova in ta lojtrca čez se je skozi bolj majala. In tudi v tisti fazi sva pravzaprav prav s pomočjo znanja in seveda stisk prišla do tega, da morava nekaj zares narediti. Te 2 stvari so v bistvu Naja pripeljale do tega, da sva rekla, ali bova zdaj predvidljiva, ko pritisneš na tipko, Rudi zamudi, jaz tuf, jaz tuf, Rudi se umakne. In to se pravi, kako bova zdaj ratala zavestna. In sva začela tudi pridobivati sama znanja. Rudi je prinesel domov to knjigo Najina ljubezen od Harvilla Hendricksa, to je osnova imago partnerske terapije. In meni se je to zdelo tako neumen, da je privlekel zdaj pa en priročnik domov, da bom kar direkt povedala, kaj sem rekla. Sem rekla, daj ti odnes to ameriško sranje kam drgam, jaz to tudi brala ne bom. Pa je rekel, pa daj. In pa sem šla jaz to knjigo prebrati zato, da sem imela mir pred njem. Ampak se mi je zdelo tako, ene stvari so se mi zdele tako otroštvo, pa podobnost, pa tako, sem čutila velike odpore. Sem pa sva se začela te stvari pogovarjati in sem zelo zagledala samo sebe. Kako sem v kakšnih stvarih tako podobna tašči, pa toliko sem imela govoriti za čez 20 let, pa sem videla, da so mogoče stvari, ki jih jaz počnem, njega bolijo in se zato umika. Pa sem jaz videla, da je on tako podoben mogoče mojemu očetu, kakšne stvari se ni prestavil, za kakšne stvari občutljiv bil, delal ogromen in sem jaz se tako obnašala, da bi ati to pozornost dobila. In pa sem malo videla, da imajo stvari neko logiko, smisel pri nama. In pa so se midva zmenila, ker tam v zadnji v knjigi so vaje, da bo šla sama delati vaje in sva se skregala vsakič, ko sva šla delati. Ampak vama je uspelo? Ne. Šla sva na delavnice, šla sva na izobraževanje, šla sva na terapije. Torej, pot do tega je bila verjetno kar dolga in zahtevna in tako naprej. Ampak je bila to odločitev, to želim povedati. Zdaj pa predlagam, da pogledamo, kaj so o odnosih, o ljubezni povedali naši mimoidoči gledalci. Kdaj ste bile prvič zaljubljene, kako je bilo takrat, kakšni so občutki? Daleč, 2-3 leta nazaj. To je pa že davno. Že je tako dolgo, da se ne pozabo. Ja, je že daleč nazaj. Kakšni pa so občutki takrat, ko ste zaljubljeni? Takrat je super, prvih par let. Lepo, ampak pol, ko smo pa šli na razen, pol je pa hudo, no. Smo že malo pozabili. Ne vem, ne spomnim se. Lepo je, no. Sonce sije takrat vedno, čeprav dež pada. Tako, sladko vse. Ne moreš jesti, ne moreš spati, lebdiš. Vse je, skoraj si v nebesah. Lebdiš. Kaj ne rečem, lebdiš v zraku. Odlični. 52 let. Zdaj že 52 let, ampak so bili. Prva je prva. Ja, lepo je bilo, no. Koliko časa pa navaditi po vašem mnenju traja tista zaljubljenost? Zaljubljenost? Je zdaj odvisno. Zdaj, če dobiš tisto osebo, potem tudi tako par mesecev, pa to tista zaljubljena sprava zgine. Če pa osebo ne dobiš, lahko traja pa tudi par let, ja. Ja, pri mladih se tako zelo se lahko hitro osnovnošolci, srednješolci zaljubijo, hitro ljubijo, mislim tako. Ampak ko pa pride ta pravi, pa to kar traja. Ja, meni je bilo prav zabavno gledati te odgovore. Ste videli, kako so se mnogi zasvetle učke, kako je bilo lepo, kako je bilo zanimivo. Ja, pa to je že dolg. Skratka, zaljubljenost vsak mu da neko veliko živost. Je pa seveda, so tudi rekli, ne traja. Ljudje vedo, da pač ta zadeva, zaljubljenost ne traja, da nekoč v enem trenutku mine,
in da se je treba potruditi. Ne? Da se dejansko treba potruditi, če hočeš, da narediš nek korak naprej. Mogoče še vi kaj dodali? Ja, mogoče je to, kar sem gledala, ne starejši, ker so ljudje bolj so videli, da se razvija to naprej, izrazili so stvari kot, ne vem, spoštovanje, prijateljstvo, otroci vežejo in tako, ne. Jaz bi pa tako rada dala eno sporočilo mladim, da ne obupajo, da ne nasedejo tej iluziji, da je samo čutiti ljubezen, da naj imajo pogum, naj se odprejo delu, ki ga ljubezen terja, ker bodo poplačani, tako kot je rekel Sean Connery, zaradi ljubezni se splača plesati in vrteti po tem svetu. Helen Ceta je v knjižni uspešnici Enačba za ljubezen med drugim pravi: vsa vesoljna energija ljubezni, ki si jo želimo, je v nas samih. Ljubimo sebe in ljubila nas bodo vsa druga bitja. Ali je zato, da najdemo pot do zrele prave ljubezni, resnično pomembno, da najprej ljubimo sebe? Če lahko zelo na kratko. Je. In samega sebe najbolj srečaš v odnosu z drugim. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, danes smo odprli prvo izmed 12 tem v oddaji Imago, nova pot k ljubezni. Dotaknili smo se razvoja odnosov, v naslednji oddaji pa nas bo zanimalo, kako odnos med partnerjema kljub različnim težavam in oviram ohranjati in bogatiti. Hvala našima terapevtoma Meti in Rudiju Tavčarju za obisk v našem studiu. Hvala seveda tudi vam, spoštovani gledalci, za pozornost. In ne pozabite, brez ljubezni je človek samo mrlič na dopustu. Nasvidenje.